Poglejmo si še na Desmos. Tukaj sem že vpisala funkcijo f od x je kx plus n, kjer lahko k in n torej premikamo. Začela sem s funkcijo, ki ima začetno vrednost nič, ter koeficientom 1, to pomeni, da če se premaknemo po x-u 1 naprej, se tudi y spremeni za plus 1. Prva stvar, ki jo bomo zdaj testirali, je torej začetna vrednost. Če začetno vrednost spreminjam, torej recimo rečem naj bo 1, se nam premakne graf torej seka ordinato v 1, pa dajmo recimo dati minus 2. Vidimo, da gre graf spodaj, torej skozi minus 2. Mogoče bi bilo še bolje, če bi naredila več funkcij, recimo y je x minus 1, pa y je x plus 2, pa dajmo še eno, y je x plus 1,5 ali pa 1,2, da bo ena vmesna še. S piko je treba, z vejico mi ni zaznalo. Tako, torej imamo tukaj zdaj 4 grafe, kjer ima eden začetno vrednost minus 2, eden minus 1, eden 1,2 in eden 2. Vsi pa imajo koeficient 1, ne? Kar lahko torej povemo o teh premicah, ki imajo enak smerni koeficient, je to, da so vzporedne. Torej, vzporedne premice rečemo ponavadi, da tvorijo tudi snop. Poglejmo pa si zdaj, recimo, bom tukaj kar zbrisala te premice. Poglejmo si zdaj spet ta, kjer ga lahko premikamo, pa vrnem recimo malce višje, naj bo tukaj v 1, pa spreminjamo koeficient. Recimo, da koeficient večamo, naj bo tukaj koeficient 3. Opazimo, ne, da je premica postala mnogo bolj strma, pa spremenimo koeficient v polovico, 0,5. Vidimo, ne, da je pa zdaj že bolj položna. Pa dajmo, ne vem, recimo koeficient 1/10, 0,1, še bolj položna. In če se spomnimo, ko je koeficient nič, pa je funkcija kar premica, ki je vzporedna abscisni osi. Začetna vrednost je 1 in pravzaprav je ta vrednost skozi celoten graf, ne? Torej, za katerikoli x je vrednost y1. In to je konstantna funkcija. Pa dajmo zdaj ta x še zmanjšati. Recimo, naj bo x minus 1. Vidimo, ne, da zdaj pa v tem primeru graf pada. To je tisto, kar smo prej že povedali. Zdaj samo testiramo, ne. Še minus 2, še bolj strmo pada. Pa minus 5, še bolj strmo pada. Ves čas imamo pa začetno vrednost tukaj 1. Če naredimo zdaj več takih premic, recimo y je minus 3x plus 1, torej začetno vrednost bomo v tem primeru ohranjali, pa minus x plus 1. Torej, ko poleg x-a nimamo nobene vrednosti zapisane, ne, gre za vrednost 1. Torej 1 ali če je minus, je še minus 1. Pa zapišemo recimo še y je recimo 2x plus 1. Da imamo še pokončno, torej naraščajoč graf, ne. In tukaj imamo pa zdaj bi lahko rekli šop premic, vse imajo začetno vrednost v 1 ter različne koeficiente, različne smerne koeficiente, odvisno od tega, ali so koeficienti pozitivni ali negativni, premica ali narašča ali pa vse te, ki padajo.